nazaj. Največje slovensko podjetje Krka praznuje 70 let obstoja. Delnica Krke je sicer šele letos presegla vrednosti, ki jih je imela pred gospodarsko krizo 2008. V ZDA pa je minuli teden skoraj polovica družb iz osrednjega indeksa poročala prve letošnje poslovne rezultate. Gospodarska rast je čedalje bolj šibka, medtem ko inflacijski pritisk ne popušča, zato ekonomisti svarijo pred nastankom stagflacije. Na vrsti je finančni svet in v studiu se mi bo vsak čas pridružil kolega Adi Omerovič. Pozdravljen, Adi. Pozdravljena, Suzana. Torej, Google, pa potem Microsoft, Tesla, Meta, ki ima med drugim Facebook, pa Instagram, pa WhatsApp. Torej, največji, bom rekla, svetovni velikani. Tehnološki velikani so to tako, res največja podjetja, tako. Vsi oni, evo tukaj seznam pravzaprav, ki so prejšnji teden objavili svoje poročilo o poslovanju, skoraj polovica S&P 500, nadaljuje se tudi v tem tednu. No, ta slika je po bistvu ena legendarnih knjig od Benjamina Grahama, Pametni vlagatelj. In mnogi se sprašujejo, je še vedno v redu brati take knjige, ki govorijo, kako valuirati oziroma oceniti podjetje. No, spoštovani, lep pozdrav. Najprej je poslovne rezultate objavila Tesla, ki je letos spadla za dobrih 30%. Rezultati so bili slabi, zgrešili so pričakovanja. Vendar šef Elon Musk je še naprej prodajal zgodbe o samovozečih električnih taksijih in avtonomnih robotih Optimus, ki naj bi jih začeli proizvajati že naslednje leto. No, Tesla je zato kljub slabim rezultatom pridobila v prejšnjem tednu kar 16%. No, družba Meta je v tem letu zrasla za 53% in postregla z res dobrimi rezultati, ki so presegli pričakovanja, vendar delnica je vseeno končala teden nižje za 10%. No, hladen tuš minuli teden povzročila tudi napoved nižje gospodarske rasti v ZDA. Še bolj zaskrbljujoče je inflacija, ki dobiva novi zagon. Nastane lahko stagflacija, ki prinaša visoko brezposelnost. Posledično so spet začeli nevarno naraščati donosi na ameriške obveznice. 1- in 2-letni sta že pri 5%, medtem ko raste tudi 20-letni donos na obveznice. Ključna obrestna mera ostaja visoka in ker inflacija narašča, morda letos sploh ne bo nižja. Medtem se ameriški državni dolg hitro povečuje. Predsednik Joe Biden je minuli teden dodatno namenil $95 milijard pomoči za Izrael in Ukrajino. Our allies in Europe and around the world who for constantly been asking me, are we going to step up? We're not going to walk away, are we? How many, and some of you have been to these international meetings with me, they're very concerned. Had we failed to step up, Lord only knows what would happen to the cohesion in NATO. They're also sending significant help to Ukraine. We're all standing together against this brutal dictator. In v tem zaskrbljenem gospodarskem okolju so poslovne rezultate poročali največji tehnološki velikani. Microsoft je največje podjetje na svetu vredno $3000 milijard. Če bi tečaj padel kot pri Meti, bi to lahko na trgu izvalo velik strah in preplah. Rezultati so bili nad pričakovanji in delnica je rahlo poskočila. Google pa je dostavil res izjemne rezultate in prvič v zgodovini napovedal dividendo, zato je delnica v petek poletela za kar 10%. Veliko presenečenje minulega tedna pa je bil Newmont, rudar zlata, ki ga imamo tudi v svet portfelju. Napovedani dobiček so presegli za 50% in delnica je po objavi rezultatov poskočila za dobrih 12%. Vroče so bile tudi kitajske delnice, ki so po letu in pol morda naposled zdaj prebujajo. Alibaba, ki jo prav tako hranimo v portfelju, je minuli teden pridobila skoraj 10%. V četrtkovem finančnem podcastu sem z upravljavcem premoženja Simonom Skupinom in finančnim analitikom Nikolom Markovičem razpravljal tako o kitajskem delniškem trgu, kot tudi o rudarjih zlata. Zlato bi po mnenju analitikov lahko letos doseglo vrednost celo $3000 na unč.
Zdaj, jaz ne pričakujem, da gremo na 3000, ampak ne bi bilo pa to nič čudnega, glede na to, koliko denarja dejansko se je natisnilo in kakšno so pričakovanja od inflacije tudi za naslednje leta. Ogromno analitikov in socialnih investitorjev, predvsem iz Zahoda, je začel veliko pisati o Kitajski. Pa so rekli, da pričakujejo potencialni 40% rast za kitajske delnice. UBS je tudi omenil, da je zanimiva priložnost za vstop v kitajski trg. Svet portfelja minuli teden poskočil za skoraj 2% in je na najvišji vrednosti 14% donosom v 7 mesecih. Portfelj seveda ne predstavlja finančnega nasveta, ampak služi zgolj informiranju. Zaprli smo 5% pozicijo ETF sklada ZPRR z izgubo, ker se gospodarstvo okolje v ZDA slabša in visoke obrestne mere ostajajo nespremenjene. Povišali smo za 5% izpostavljenost v ETF BTCE, ki sledi ceni Bitcoina. Newmont, rudar zlata, pa je prevzel vodstvo s 40% donosom v 2 mesecih. Kitajska Alibaba pa zmanjšala izgubo za 10%. No, podrobnejšo analizo portfelja objavim jutri na spletni strani 24ur.com. Pa tudi jutri o največjem slovenskem podjetju, Krki, ki praznuje 70 let obstoja. Začeli so zgolj 9 zaposlenimi, danes pa jih imajo več kot 13 000 po vsem svetu. Začeli so z 20 izdelki, danes jih ponujajo več kot 1000. Delnica Krke pa je šele letos dosegla nivoje pred gospodarsko krizo leta 2008, vendar poslovanje je v zadnjih 20 letih zelo napredovalo. Leta 2004 so imeli 470 milijonov evrov prometa, lani so ustvarili 1,8 milijarde evrov prometa. Dobiček so imeli leta 2004, naprimer 65 milijonov, lani so ga ustvarili 5-krat več, 313 milijonov evrov. Letno izdelajo 17 milijard tablet in kapsul, ki jih uporablja več kot 100 milijonov ljudi. Prisotni so v 70 državah, je izpostavil generalni direktor in predsednik uprave Jože Tolarič. Širili se bodo tudi v bodoče, poleg kitajskega se jim obeta tudi indijski trg. Če nekako preoblikujete teh 70 let v sekunde, pridete do dobrih 2 milijardi sekund. V Krki, v skupini Krka, imamo za cilj, da v bližnji prihodnosti izdelamo in prodamo za 2 milijardi evrov izdelkov in storitev. No, za konec še slovenski delniški trg, ki se je po 2 padajočih tednih končno stabiliziral. Večina delnic v osrednjem indeksu SBI Top je teden sicer zaključila negativno. Izjema je bil Petrol, ki je imel presenetljivo rast minuli teden in sicer je poskočil za dobre 3%. Največ je v minulem tednu izgubila zavarovalnica Triglav. Spoštovani, hvala lepa za pozornost in uspešen teden še naprej. Tudi tebi seveda, Suzana. Hvala, Adi, in tudi tebi uspešen praznični teden. Hvala.